Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še s koprske Bonifike, kjer torej nadaljujemo s prenosi tekem 28. kroga v prvi slovenski nogometni ligi Telemach. Prvo srečanje, kot veste, je končano. Prekmurski derbi je dobila Nafta proti Muri 4-2. Junak srečanja, štirikratni strelec za Lendavčane Josip Špoljarič. V Kopru pa bomo spremljali obračun med domačim Koprom in gosti iz Radomelj, ekipo Kalcerja. Eni in drugi imajo seveda svoje načrte. Radomljani si želijo čim prej zagotoviti obstanek v ligi. Koprčani lovijo evropsko vozovnico, tudi skozi prvenstvo, ostajajo seveda še v igri v pokalu. Tule so vsi pari tega kroga. Popovič preko živega zidu, toda na pravem mestu samo Pridgar. Prav iz 11 metrov, ki je odločil zadnji medsebojni obračun teh dveh ekip ob Kamniški Bistrici. Tomi Jurič, Koper vodi ob izteku 43. minute. Samo Pridgar v eno, žoga v drugo smer. Tomi Jurič za vodstvo Kopra, torej z 1-0. Enostavno to je ta individualna kakovost, ki odloča v tako izenačenih srečanjih, kakršno je današnje do tega trenutka. Poglejte, Sandro Jovanović ni želel gledati v smer izvedbe najstrožje kazni. Na takle način pa je Tomi Jurič več kot zanesljivo zatresel mrežo Radomelj Breznika. 16. tekmo igral v naši prvi ligi Žaler. Mijailović, Tomek. Popovič s predložkom, to je priložnost, vratnica in mimo vrat je potem zletela žoga. Neverjetno. Zdaj poizkušajo gosti po desni strani, tole je priložnost za Vučenovića in sijajna reakcija Jurharja. Samo kot bo za Radomljane, oziroma odbil peti kot za Radomlje, nova priložnost za goste in še enkrat je žoga končala v naročju Jurharja. Odsotnosti Gnjatiča in Mozesa Barnabasa. Gnjatič je tule lepo opazil Martinčiča, nevarni je Martinčič v teh situacijah. Martinčič strelja 1-1. To je tisto, kar ima Jaša Martinčič. Tu je izjemno hladen v teh zaključkih, odločen in po vstopu v igro je v 73. minuti Martinčič zadev za izenačenje. Krasna podaja pa Gnjatiča. Martinčič pa je dosegel svoj drugi gol v prvi ligi. Najprej je v Celju zatresel mrežo aktualnega prvaka, zdaj pa takole še gol pod prečko v koprsko mrežo. Tule se je zdelo, da ga je Mijailović. Izteka se 75. minuta, Tomi Jurič, to je nevarno. Tomi Jurič je v kazenskem prostoru, Ljutić ga je zaustavil. Še zadnjo zamenjavo bo opravil tudi Darjan Slavic, v igro bo poslal Pogačarja, ampak zdaj se dogaja na zelenici koprske Bonifike. Zanimivo srečanje, spremljamo, Jovanović preigrava, priložnost za Longondo, kakšen gol! Koper ponovno vodi, 76. minuta, Jean-Pierre Longonda in 2-1 za Koper. Dejal sem, da so to trenutki, ko se dogaja. Koprčani so ekspresno odreagirali po prejetem zadetku in znova prišli do vodstva. Sijajen zadetek Longondaja. Veselijo se koprski tifozi. Takole je najprej poizkušal Tomek, Gnjatič ga je zaustavljal, na to pa je Tomek nekako uspel žogo vrniti Longondi, ta pa sijajno nameril z kakšnih 18-19 metrov z levico. Poglejte, brez moči je bil tudi Pridgar. Koper ponovno vodi. Ko bo čas za to zadevo še enkrat videli, tule nova priložnost za Koper, blokirali so tole
Mlinari, ki skušajo hitro kreniti v protinapad, ampak Koprčani zdaj pametno. S tisto devizo napad je najboljša obramba. Nekdo od Koprčanov je obležal. Mija Ilović medtem nadaljuje, pa Baj s predložkom. Ljutič samo do Mija Ilovića, 3-1, Tomi Jurić in mislim, da je tekma v Kopru odločena. Tomi Jurić pa še enkrat s prefinjenim nosom za zaključek. Kaj drugega reči ob tovrstnih zaključkih? Tomi Jurić je zdaj že pri 10 prvenstvenih golih. Koper pa mislim, da je v velikem boju nocoj na Bonifiki vendar le zapečatil usodo. Tule poglejmo še enkrat tole akcijo. Pa Baj je poslal žogo pred vrata. Malce je tule pri reakciji Ljutiču spodrsnilo, na to pa Mija Ilović z glavo do Tomija Jurića in tale čudežni dotik žoge. Poglejte v oddaljenejši vratarjev, kot ko v vsakem momentu Tomi Jurić. Jaša Martinčič, odlično ste vstopili v igro, zabili krasen zadetek za izenačenje, ampak potem niste vzdržali za kakšno točko tu v Kopru, ampak zdi se, da se vaša igra v zadnjem obdobju vendarle dviguje. Kako ste vi zadovoljni? Ja, definitivno bi bilo boljše, če bi tu iztržili kakšno točko, to je bil tudi naš cilj, mi smo šli na zmago, tako vsako tekmo. Vidi se, da zadnje tekme dvigujemo nivo, tudi danes sploh v drugem polčasu mislim, da smo si ustvarili dosti enih priložnosti. Na koncu žal, tistih 15 minut na koncu, mogli bi zadržati rezultat, gostje so na to hitro zadeli gol in ja, tekma je bila potem končana. Zelo hitro, že v torek vas čaka nova preizkušnja proti Nafti, sploh po zmagi Lendavčanov se zdi, da bo to ena najpomembnejših tekem pravzaprav do konca sezone. Ja, zdaj imamo dve zelo pomembni tekmi, Nafta, Domžale. Mi se bomo pripravili na Nafto tako na vsakega nasprotnika. Definitivno nam je cilj odnesti vse 3 točke in mislim, da smo glede na naše predstave tudi to sposobni. Jaša, hvala in veliko sreče. Hvala lepa. Čau. Tomi Jurić, čestitke na pobedi, nova 3 boda za Koper, nova 2 gola na vašem kontu. Kako ste zadovoljni? Čini se da u posljednje vreme nema baš puno obrana koje mogu odgovarati na ove vaše pogodke, na ove vaše predstave. Hvala lijepa. Prvo čestitke dečkima na 3 boda. Nije bila laka utakmica. Nije naša najbolja predstava ove sezone, definitivno. Daleko od toga imam puno stvari koji stvarno moramo raditi i popraviti. Mislim da definitivno nismo vidjeli najbolje izdanje Kopera još. Nadam se da ćemo u naredni par utakmica pokazati malo više, malo bolje. Mada ovaj tim, ova ekipa ima karaktera. Imamo momčad da možemo igrati nogomet, a mi samo trebamo malo više vjerovati u sebe i da to pokažemo na terenu. Mislim da u prvo vrijeme smo puno puta duge lopte, gubili lopte, nismo imali samopouzdanje da igramo. Oni su puno bolje počeli utakmicu, a evo, sreća, nagradilo nas je penal. Oni su se brzo vratili u utakmicu, a opet ona malo karakter nas izvuklo i pokazali smo dobar mentalitet. Tako da te stvari me raduju, a definitivno ima stvari na koje moramo poraditi. Tomi, već u sredu vas čeka gostovanje u Ljubljani protiv vodeće ekipe. Koper je u toj sezoni već pobjedio u Ljubljani. Šta mislite šta možete uraditi u sredu protiv Olimpije? Pa vidite, nisu one vodeće ekipe u ligi bez veze. Imaju strašno dobar ekipu, strašno dobru postavu i teško ih je dobiti, pogotovo doma. Je istina da smo ih dobili jedanput već, ali opet trebamo zavrnuti rukave i otići gore i pokazati jedno bolje izdanje nego danas.
Recite nam kako je sa povredom, vidimo da nešto nije u redu posle utakmice, kako je sa bratom i naravno zanima nas u borbi možda čak i za prvog streljca lige jer vidimo da zabijate iz kola u kolo. Pa evo, ne znam šta bi rekao, nije nas nagradilo, malo sreće danas da nas zaobiđu ozljede, ali vidit ćemo, rano je reći bilo šta, evo, Deniju, ne znam točno šta je, nešto je s nogom, nešto ga boli, tako da nadam se da će meni biti bolje za par dana, tako da držim fige, a što se tiče golova, to je naš posao, mislim da naš CV govori za sebe i znamo da imamo kvalitet i bit će još puno toga. U ponedjeljak u našoj emisiji pod prečko žreb polufinalnih parova imate neku posebnu želju? Nemam nikoga, ne bojim se nikoga i vjerujem da ova ekipa može da pobjedi i dođe do finale i tu svašta može se desiti, tako da sve ok. Najljepše hvala. Hvala lijepo. Još jednom čestam. Hvala. Hvala lijepa, najljepše. Slaviša Stojanović, čestitke za zmago, vaša tretja na tretji tekmi na klopi Kopra. Bržčas kaj drugega kot zadovoljstvo niti ne pride v poštev. Hvala lepa. Pa ja, seveda je lep izkupiček v teh uvodnih tekmah, še vedno smo v procesu spoznavanja, še vedno potrebujemo čas za nekatere stvari, tekme si sledijo ena za drugo, ni niti dovolj časa, ampak nismo edini v tem mlinu, tako da vesel sem normalno zaradi današnje zmage. Slaviša, Tomi Jurič znova eden od junakov današnje tekme, 2 gola, zdi se, da zabija kot za šalo. Vidimo pa, da njegova minutaža, saj v bistvu že od začetka sezone, ko je prišel, ni takšna, kot morda kaže strelska forma. Kakšno je pravzaprav njegovo fizično stanje? Pa dobro, vedno boljše, kar me veseli in upam, da ta današnja poškodba ni teže narave. Malo mu je natekla zdaj noga, znova vsako tekmo dokazuje, kako kvaliteten igralec je, predvsem v 16-metrskem prostoru in veseli smo, ker ga imamo. Sreda, Olimpija, nekaj težav imate zdaj s temi poškodbami, predvsem v konici napada, kako se boste zoprstavili z Majem? Pa gremo to prvo pogledati, kakšno je stanje, medicinski bilten. Seveda imamo tudi na klopi dovolj igralcev, da lahko nadomestijo določene igralce. Nekateri so pa pač iznad tega, ampak bomo videli, upamo na najboljše. Mislim, da bo zelo težko Deni Jurič odigral, ker čuti bolečino. Upam, da je Tomi vsaj toliko pripravljen, da se do srede lahko sanirajo vse stvari, ampak če pa ne bo, pač bojo drugi dobili priložnost. Še pred to tekmo v sredo, v ponedeljek zvečer v oddaji pod prečko žreb polfinalnih parov, Bravo, Olimpija in Celje, še vaši tekmeci v boju za pokalno lovoriko, kakšna posebna želja? Ne, tukaj so ekipe, ki so vse kvalitetne, ki so v vrhu tudi slovenskega nogometa od 1. do 5. mesta, tako da povsem so zasluženo. Tukaj povsem so zasluženo tudi na razpredelnici, tam kjer so, kjerkoli bo bil, bo izjemno težek nasprotnik in verjamem tudi na nasprotni strani. Najlepša hvala in še enkrat. Hvala tudi. Hvala. Darjan Slavic, všečna predstava Radomelj, vendar manjka kakšna točka. Kako ste bili danes pravzaprav zadovoljni z igro svojih fantov, kajti izgledalo je vse skupaj na igrišču takole strani precej izenačeno? Ja, pristop že od prve sekunde, že na ogrevanju v bistvu se je videlo od fantov, da želijo tu danes nekaj pokazati in doseči pozitiven rezultat. Zdaj pa všečnost, ja, gor dol. Če bi gledali to lestvico, bi verjetno bili med prvih 5. Ampak žal ni tako. Cejo se točke malo drugače. Tako da ene individualne napake, neka kvaliteta nasprotnika na koncu potem potrebovala do tega, da odhajamo domov brez točke. Zdi se, glede na trenutni položaj na lestvici, da bosta naslednji 2 tekmi eni najpomembnejših do konca sezone. Jasno, pomembna je vsaka, ampak Nafta in Domžale, vaša naslednja tekmeca, zagotovo se v tem trenutku najbolj ukvarjate z Lendavčani, ki so danes zmago proti Muri na vas še malce bolj pritisnili pred torkovim
gostovanjem. Kako se boste lotili te tekme z željo, da ohranite te 4 točke naskoka ali vendarle, da še povečate vse skupaj? Ne glede na rezultat današnji, smo se zavedali že pred tekmo, da bo torkova tekma zelo pomembna in tudi naslednjih potem tistih dokončnih 7. Nič, mi bomo na igrišču probali pokazati, da smo boljša ekipa, da pa se tudi neke stvari bodo vrnile, pa moramo sprovocirati. Absolutno moramo, imamo kratek čas za pripravo, tudi oni ga imajo, tako da nič, čisto enostavno je. Torej, moraš biti boljši, potem si zaslužiš to mesto, ki zagotavlja obstanek, če ne pa ne. Darjan, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.